Drage gledalke in gledalci, pozdravljeni v Športnem torku. Tokrat začenjamo s prispevkom, ki ga je naša ekipa posnela v centru Kope v občini Mislinja, kjer je potekala tretja seja članov izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Na seji so razpravljali o pomembnih odločitvah za razvoj in napredek slovenskega športa. V novem objektu Center Kope, ki je bil zgrajen s pomočjo sredstev regionalnega sklada Evropske unije in občina Mislinja, je potekala tretja seja članov izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Novo vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije s predsednikom Bogdanom Gabrosem je na seji razpravljalo o pomembnih vprašanjih slovenskega športa. Naša nova opredelitev ali pa novejša opredelitev je, seveda, da šport tudi preko inštitucij približamo lokalnemu okolju. Zato je tretja seja v zelo prijetnem in seveda športnem okolju. Kar se tiče pa vsebin, katere bodo danes na tej seji, so zelo pomembne za slovenski šport. Ena izmed najpomembnejših je opredelitev Olimpijskega komiteja okrog novega zakona o športu, katerega skupaj z državo pripravljamo na tak način, da bo čim bolj koristen za športnike in športne funkcionarje ter šport v celoti. Potem kadrovska glavna točka je imenovanje novega generalnega sekretarja, ki bo nadomestil na nek način tudi dosedanjega gospoda Jagodica, ki je bil na tem mestu 23 let. In pa seveda imenovanje vseh odborov in pa komisij, katere so potrebne za nemoteno delovanje Olimpijskega komiteja. Teh je 11, se pravi za mednarodne odnose, za športno dejavnost, za športnike kot take, športna komisija, poslovno-marketinški svet, komisija za objekte in še kar kopica drugih, med njimi tudi etična ter pravna. Zakaj? Zato, da bo teh 150 ljudi, približno je to ta aparat, ki deluje seveda na volonterski bazi, lahko vse naloge Olimpijskega komiteja opravljal tako, kot je to napisano v pravilih Olimpijskega komiteja. Dosledni torej ostajajo tudi pri organiziranju sej v različnih krajih naše dežele. Po drugi seji na Bledu so bili tokratni domačini Mislinčani. Za prijetno presenečenje in dobrodošlico so poskrbeli člani družinskega kvinteta, ki ga sestavljajo pevci 3 generacij družine Breznik iz Pameč. Po predstavitvi centra in pozdravu župana Slovenj Andreja Časa so z minutnim molkom počastili spomin na pravkar preminulega župana občine Mislinja. Potrdili so predlagane člane seznamov 8 komisij in delovnih teles, med drugimi tudi 12 predlaganih članov Slovenske olimpijske akademije, ki predseduje olimpionik Miroslav Cerar. Za generalnega sekretarja so imenovali Edvarda Kolarja, direktorja direktoriata za šport na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Razpravljali so o strokovnem svetu za tekmovalni šport in športu za vse. Obravnavali pa so tudi predloge in dopolnila k zakonu o športu. Sprejeli pa so še ustavni akt Fundacije Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Poleg članov izvršnega odbora Združenja športnih zvez, gostov in predstavnikov medijev so se dogodka udeležili tudi mladi smučarski skakalci, dobitniki zlate ekipne in posamične srebrne medalje ter oba trenerja. Ja, sem ponosen, čeprav skoki niso bili najboljši. In pač medalje je tu in ja. Počutimo se dobro, ker vemo, da smo si zaslužili to medaljo. Bilo je treba delati za njo. Malo smo trenirali, pa veliko je bilo odrekanja do zdaj. Za ekipno smo pričakovali. Kdo je bil glavni konkurent? Finska. Vedeti moramo, da je to na tem nivoju tekmovanje na najvišjem nivoju za te starostne kategorije. Tukaj so fantje šele nekaj časa vključene v različne sisteme. Veliko za te rezultate so naredili že trenerji in pa starši v klubih. Se pa lahko nadejamo dobrih rezultatov tudi od njih.
Za njihov uspešen nastop na zimskem olimpijskem festivalu Evropske mladine v avstrijski deželi Predarlski in Lichtensteinu jim je predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec podelil priznanja Olimpijskega komiteja. Ta tradicija čestitk podeljevanj se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Med drugim bomo imeli tudi poseben sprejem za, kot smo ga imeli že na koncu za gospoda Flisarja, tudi za Tino. Vemo, da so to izjemni rezultati in z veseljem lahko rečem in sem ponosen na to, da je Tina iz našega okolja, sprej koroškega okolja. Med razpravami je bil podpisan še aneks k sponzorski pogodbi med slovensko industrijo jekla in Olimpijskim komitejem. Slovesnost pa sta opravila izvršni direktor za korporativno komuniciranje dr. Denis Mancevič in predsednik OKS-a Bogdan Gabrovec. Rokometaši v prvi NLB ligi so se vrnili na igrišča. Po zimskem premoru se pričenja druga polovica državnega prvenstva. V prvem spomladanskem krogu smo videli visoki zmagi glavnih dveh favoritov za naslov prvaka. Celjani ohranjajo prednost 2 točk pred Gorenjem. Maribor na 3. mestu zaostaja za 6 točk. Gorenje je doma v prvem krogu tokrat gostilo vselej neugodne Ormožane, a so fantje domačega kluba dokazali, da so se med premorom dobro pripravili na nadaljevanje in Ormožane premagali kar za 13 zadetkov. Več pa v prispevku iz velenjske Rdeče dvorane. Nadaljuje se tekmovanje v prvi slovenski rokometni ligi. Rokometaši se po premoru zaradi svetovnega prvenstva v Katarju vračajo na igrišča. Gorenju so se zadnji teden priprav pridružili tudi reprezentanti, ki so nastopili na minulem svetovnem prvenstvu. Brata Burič, ki sta nastopila za Bosno, in Mikael Šiba, ki je s Poljsko osvojil bronasto medaljo v Katarju. Velenjske ose so tako na tekmi proti Ormožu nastopile v popolni postavi. Gorenje pa je pred prvo domačo tekmo že med tednom pričelo skupinski del tekmovanja v pokalu Evropske rokometne zveze. Cilji Gorenja so v letošnji sezoni dobri. Sigurno, da to smo se zadali cilj priti v četrtfinale. Vemo, da bo vražje težko, ampak jaz mislim, da imamo te kvalitete in pa sigurno, da bo premalo zmagovanja sam doma, da bo potrebno tudi zmagati tudi zunaj. V uvodu prve tekme državnega prvenstva smo videli silovit nalet Gorenja. 5-0 je bil delni izid. Kljub poizkusom in dobri igri Ormožanov so rokometaši Velenja pokazali, da so se med pripravljalnim časom dobro pripravili. Tudi nekaj napak v obrambi ni zmedlo igro Gorenja. Odlično delo med vratnicama pa je opravil Benjamin Burič, ki je v prvem delu zbral 14 obramb. Razpoložen pa ni bil le domači vratar, ampak tudi gostujoči čuvaj mreže Balant, ki je v prvem polčasu zbral 8 obramb. Kljub dobri igri Balanta pa je Gorenje v polčasu vodilo s 15-10. V drugem delu je domači trener Vajdl izkoristil dolgo klop Gorenja in nekoliko premešal začetno sedmerico domačih. Na parket se vrnil tudi domači kapetan Niko Medved, ki je počival zaradi poškodbe prepone. Gorenje je v drugem polčasu z lahkoto obdržalo prednost, ki so si jo priigrali v prvih 30 minutah. Kar nekoliko so popravili tudi strelsko statistiko. Balant je bil tako v drugem polčasu nemočen ob strelih Gorenčanov. V vratih pri osah pa je Buriča dostojno zamenjal mladi Zaponšek, ki je zbral 11 obramb. Cel januar smo se odlično pripravljali. Vedeli smo, da bo drugi del sezone veliko bolj naporen kot prvi del, saj se začenja skupinski del Lige Evropa, tako da smo dobro trenirali. Vedeli smo, da nobenega ne smemo podcenjevati, tako da smo šli prve minute resno in odraz tega je tudi današnji rezultat. Ob zmagi domačih s 33-20 je bil najboljši strelec tekme Marijo Šoštarič, ki je dosegel 9 zadetkov. Minuli vikend je Ljubno ob Savinji gostilo ženski svetovni pokal v smučarskih skokih. Na 85-metrski napravi sta si zmago razdelili 2 tekmovalki. Naša ekipa pa se je že v petek mudila na Ljubnem na žrebu štartnih številk. S predstavitvijo tekmovalk in podelitvijo startnih številk se je v šotoru pod skakalnico pričela letošnja najbolje obiskana prireditev na Ljubnem z več gledalci kot na vseh tekmah svetovnega pokala skupaj. Tekme za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske so na Ljubnem pripravili že tretjič. Izvedli so ga 2012 in 2013, nato pa so ga lani zaradi pomanjkanja snega preselili v Planico. Tu je, jaz mislim, da je ena lepa zgodba o uspehu, ki se jaz pravim ljubljenska zgodba. Če so pred 100 leti dekleta skakala
preoblečena v moške. Se je v zadnjih letih tudi po veliki zaslugi Ljubnega stvar popolnoma spremenila. Danes se res približujejo tudi fantom, tudi zanimanje za njih, že skoraj da enako. In tu na Ljubnem smo res ponosni na to, da smo del te zgodbe tudi mi. Na Ljubnem so bile poleg popolnega dostopstva slovenskih skakav prisotne še vodilne skakavke sveta. Bila pa je to prava generalka pred svetovnim prvenstvom, ki se v Falunu začne že v petek. Na stopničke obeh tekem v Ljubnem so se uvrstile vodilne v svetovnem pokalu. Američanka Hendersonova je bila tretja, letos vodilna Avstrijka Iraško Štolc druga in prva Japonka Takanashi. Na drugi tekmi v nedeljo si je Japonka prvo mesto delila z Avstrijko. Izkazale so se tudi naše skakavke, ki so bile deležne največje spodbude in podpore. Na prvi tekmi je poleg 3 Slovenk med 10 bila najboljša Maja Vtič, na 6. v nedeljo pa je bila 7. Prve stopničke na domačih tekmah so se Slovenkam tudi letos izmuznile. Špela Rogl, ki je ob eni zmagi letos še 3-krat stala na zmagovalnem odru, je na nedeljski tekmi sicer navdušila z najlepšim skokom finala in pristala na 4. mestu. Pričakujem dobre skoke, lepo uvrstitev, veliko navijačev, uživanje predvsem na skakalnici. Tekma mi veliko pomeni, sploh ker je pač doma, je čisto drugače nastopati doma kot pa v tujini. Od naših so se v finalu vrstile še Logarjeva, Požunova in Bogatajeva, ki bodo zastopali Slovenijo na svetovnem prvenstvu v Falunu. Tekmi v Ljubnem si je ogledalo preko 10.000 gledalcev. Na Ljubnem sta potekali 2 tekmi. Na prvi v soboto je zmagala Japonka Takanashijeva. Med 10-terico so se uvrstile 3 Slovenke. Na nedeljski tekmi pa sta si zmago razdelili najboljši v letošnji sezoni. Zmagali sta Takanashijeva in Štolceva, ki sta zbrali enako število točk. Tretja je bila Američanka Hendriksova. Naša Špela Rogl pa je za 3. mestom zaostala le za točko in desetinko. Prispevek iz sveta rokometa pa smo vam tokrat pripravili tudi v današnjem športnem portretu. Ekipa športnega uredništva se je tokrat mudila na obisku pri rokometnem klubu Slovenj Gradec 2011, ki se v letošnji sezoni vrača v prvo ligo. Začetki rokometa segajo na Koroškem daleč v preteklost. Vse se je tukaj pričelo davnega leta 1954 na nekdaj telovadišču slovenjgraškega Partizana. Takrat je pod pridnimi rokami prostovoljcev zrastel prvi štadion v mestni občini. Danes pa se lahko klub v 60-letni bogati zgodovini pohvali kar s 4 sezonami nastopanja v evropskih pokalih, s pokalom pokalnih zmagovalcev in s kar 6 naslovi državnih prvakov. Že več kot pol stoletja traja zgodba rokometnega kluba Slovenj Gradec. Lahko bi rekli, da je rokomet tukaj v Slovenj Gradcu kar šport številka 1. Ja, res je, rokomet je v Slovenj Gradcu prisoten že zelo dolgo. V lanskem letu smo ravno praznovali oziroma obeležili 6-letnico igranja rokometa pri nas. Tako da imamo res dolgo zgodovino. Res je, da se je vmes nekaj klubov zamenjalo, so nastopili pod različnimi imeni, tudi zaradi različnih sponzorjev, ampak rokomet je tu in rokomet v Slovenj Gradcu bo verjetno se igral še zelo dolgo. Jaz mislim, pa tudi mislim, da večina mojih someščanov je tega mnenja, da rokomet je številka 1 pri nas, predvsem med kolektivnimi športi žogo, to nedvomno. Tudi zaradi bogate tradicije, zaradi podpore navijačev, ki imamo, zaradi ogromnega števila gledalcev, ki hodi naše tekme. Recimo, mi smo prvoligaš z najboljšim obiskom teh naših tekem, tako da je, ljudje imajo rokomet radi ga imajo otroci, radi ga trenirajo, tako da je šport številka 1. Tako kot ostali klubi ste tudi vi doživljali vzpone in padce. Najtežje je bilo nekako leta 2011. Kje ste črpali ves ta navdih za ponovno vzpostavitev kluba, da ste ga postavili na noge? Ja, leto 2011 je bilo res, kar se tiče rokometa v Slovenj Gradcu, eno težko leto. Zgodila se je ena korenita sprememba. Star klub je enostavno zašel v finančne težave, katerih ni bilo videti konca in tudi ni bilo videti rešitve. Predvsem pa je bil problem tudi v tem, da ni bilo ljudi, ki bi se s temi težavami ukvarjali. Enostavno so nekako vsi dvignili roke od rokometa, ker je pač bila situacija tako težavna. In potem nas je pač najdla skupina somišljenikov, rokometnih zanesenjakov, ki smo se odločili, da bomo ustanovili ta nov klub, ki še deluje zdaj, to je rokometni klub Slovenj Gradec 2011. Energije ni bilo težko najti. Predvsem ta težka situacija starega kluba nam je dala nek zagon, da je to treba spremeniti. Tu so bili otroci, cel dan se v hali izmenja okrog 150 mladih, ki trenirajo rokomet. In če bi takrat tisti klub
umrl oziroma da bi se rokomet prenehal igrati, bi tudi tisti otroci ostali brez športa in, če rečemo malo bolj dramatično, bi pristali na ulici. Tako da definitivno največji motiv so bili ti otroci, no, da smo jim še naprej omogočili treniranje rokometa. Plus tega pa so ljudje v Slovenj Gradcu navajeni igrati rokomet in ga seveda tudi gledati in vedeli smo, da imamo podporo gledalcev in tudi njih nismo hoteli prikrajšati za rokometne užitke. Pa tudi tradicija je tako bogata, da enostavno nismo mogli pustiti, da bi zamrla. Če se sedaj nekoliko navežemo na vrnitev v prvo ligo, letos ste se vrnili, nekako kar hitro vam je uspelo. Ste pričakovali to? Ja, če sem iskren, smo pričakovali in to smo tudi načrtovali. Takrat, ko smo šli z temi mojimi, lahko jim rečem, sodelavci oziroma somišljeniki v ustanovitev novega kluba, smo se zadali jasen cilj in to je to, da hočemo, če se bo le dalo, leto 2014 preživeti v prvi slovenski rokometni ligi. Tako da je bil cilj, da se uvrstimo pač do sezone 2014-2015 v prvo ligo, tudi zaradi tega, da smo na ta najlepši način obeležili to našo 60-letnico igranja rokometa. In ja, potrebnega je bilo ogromno truda, ogromno odrekanja, ogromno energije je bilo vložene v to, tako strani igralcev, strokovnega vodstva, vseh tistih, ki delajo v klubu. In nam je uspelo in na to smo zelo ponosni, seveda pa ne bi šlo brez podpore mestne občine Slovenj Gradec in pa brez podpore naših zvestih sponzorjev, ki so nam pomagali tudi v tistih težkih situacij, tako da bi se mogoče ob tej priložnosti tudi zahvalil za to. Sedaj ob prvi ligi se je vrnil na spored tudi koroško-šaleški derbi. Kakšen status ima ta tekma tukaj v Slovenj Gradcu? Ja, kakšen status ima ta tekma, se je videlo 6. septembra, ko je bilo prvo kolo te prve lige v Slovenj Gradcu. Dvorana je pokala po šivih, vzdušje je bilo fenomenalno, tudi predstava rokometno na igrišču, pohvale so deževale vseh strani, tako za organizacijo, za igro, za obisk in enostavno, ja, ta koroško-šaleški derbi je imel že od nekdaj en poseben čar. Ta čar je pa sedaj še toliko večji tudi zaradi tega, ker veliko Slovenjgradčanov je igral v Velenju, veliko Velenjčanov je igral v Slovenj Gradcu. Potem je tu naš trener, ki je z nami že od začetka te zgodbe, to je Sebastian Sovič, ki je legenda velenjskega rokometa. Na drugi strani na klopi sedi Ivan Vajdl, ki je dolgo leta delal v Slovenj Gradcu, tako da teh nekih medsebojnih povezav je ogromno in tudi to daje tem tekmam dodatni čar. Moram pa poudariti, da to gre res za neko zdravo športno rivalstvo, drugače smo z Velenjčanimi v odličnih odnosih in tu dobro sodelujemo. Že prej ste dejali, da v mladinskih selekcijah trenira več kot 150 otrok, verjetno je to dobra prihodnost za rokometni klub. Se navdihujete na tem? Ja, seveda, široka baza mladih igralcev je za naš klub bistvenega pomena. Brez tega enostavno ne gre, tudi zaradi tega, ker smo se mi namensko odločili, da bojo zdaj res tudi v naši članski ekipi priložnost dobili domači fanti in seveda moramo zdaj mi domače otroke vzgajati, da bojo enkrat lahko igrali v članski ekipi. In res dajemo ogromno poudarek, dajemo kvalitetnemu in strokovnemu delu z mladimi, na to smo ponosni, tudi smo ponosni na število, ki otrok jih imamo. Moram poudariti, da je bil nekaj let nazaj, da je bil precejšen upad mladine v našem klubu, ampak se ta trend zdaj spet vzpostavljal v pozitivno smer, torej to pomeni, da se število otrok povečuje, kar nas zelo veseli, to tudi dokazuje naše kvalitetno delo, da starši prepoznavajo, da dobro delamo in tudi upisujejo otroke k nam. Še ena stvar, ki bi tu rad poudaril, da že dolgo časa ni bilo v našem klubu toliko otrok iz različnih koroških krajev. To pomeni, da starši tudi iz Vuzenice, iz Mislinje vozijo otroke v naš klub na treninge. Tudi to je en pokazatelj našega dobrega dela. Si vem, poznamo tisti pregovor, dober glas seže v deveto vas. In na tem mislimo graditi. Enostavno to je pogoj za uspešno delo našega kluba in to energijo usmerjamo v mlade. Izgleda, da je to resnično prihodnost rokometnega kluba Slovenj Gradec. Kakšna je pa vizija samega rokometa? Ja, kot sem že omenil, definitivno mladi. Vizija je kvalitetno in strokovno delo z mladimi, ki jih se trudimo tudi vzgajati v dobre ljudi, poštene ljudi, ne samo odlične rokometaše. Takrat, ko smo šli v to novo pot, smo si zadali jasen cilj, da si želimo, da bi postali stabilen, predvsem finančno stabilen prvoligaš, ki bi igralce za člansko ekipo črpal iz lastnih vrst. To pomeni, da bi za člansko ekipo igrali domači fanti, ki vseeno na igrišču pustijo kakšen procent več moči in energije kot mogoče tujci, plus tega tudi gledalci domače fante najraje spremljajo, tako da naša usmeritev je jasna. Predvsem velik poudarek na kvalitetnem delu z mladimi in pa članska ekipa sestavljena iz domačih fantov. Seveda pa moramo ob tem poskrbeti še za ostale pogoje, ki so potrebni za uspešno delovanje kluba. To so nažalost v prvi vrsti spet te finance, brez katerih pač ne gre. Zaenkrat smo na precej dobri poti. Ne bomo rekli, da smo popolnoma zadovoljni, da smo dosegli svoje cilje na tem področju, tako da smo kakšne dodatne pomoči vedno veseli.
Tudi z mestno občino Slovenj Gradec smo v zadnjem času zelo dobro sodelujemo in so nam tudi priskočili na pomoč, tako da predvsem to je naša vizija, kvalitetno delo z mladimi in pa domači igralci članske ekipi. Ko je rokomet v finančni negotovosti tukaj preživljal najbolj burne čase, je krmilo skoraj že potopljene barke prevzel Sebastian Sovič. Oseba, ki v Velenju velja za rokometno legendo, v Slovenj Gradcu pa si rokometnega kluba v zadnjih 5 letih brez njega ne moremo predstavljati. Sebastian, zdaj ste že 5. leto trener rokometnega kluba Slovenj Gradec. Ko so vas fantje takrat v najtežjih trenutkih prosili, da to postanete, kako ste to sprejeli? Ja, v bistvu je bila to je bil za mene kar en šok. V bistvu poklicali so me po koncu nekega treninga iz garderobe, takratni kapetan Gašper Jelen. V garderobi je bilo večinoma današnjih fantov, ki igrajo še danes za Slovenj Gradec. In je bil kar nek šok, v bistvu. Nisem takoj vedel, kako naj odreagiram, vendar konec koncev je bila to velika čast, če te ekipa povabi. Dejali so mi, da je zmanjkalo denarja, ampak da so se odločili, da bo igrali do konca to prvo ligo. Prosili me, če jim pomagam, pa sem rekel, če bojo oni to urejo, bom še jaz stisnil zobe in bom skušal pomagati po svojih najboljših močeh. Tako se je začelo, zdaj pa je minilo v bistvu bo kmalu 5 let in še vedno sem tu. V biltenu ob 60-letnici ste dejali, da je to za vas velika preizkušnja in hobi. Danes pa je verjetno vse več kot to. Ja, ne bi rekel, v bistvu še vedno je moj velik hobi, v bistvu treniranje rokometne ekipe Slovenj Gradec. Dejstvo je, da skupaj s prijatelji vodimo rokometno šolo, kjer imamo otroke in to je v bistvu prvotna moja naloga. Šola ima ime po meni in res dam svojo energijo v to. Popoldne pa seveda, kot lahko rečem, moj hobi pa je vodenje članske ekipe Slovenj Gradca. Res pa je, da je vedno več obveznosti, vedno večji so uspehi, več obveznosti in kar ogromno dela s tem povezanega. Časa mi počasi že zmanjkuje, ampak zaenkrat gre, fantje so super, so pridni, radi trenirajo, tako da mi pri tem zelo pomagajo in olajšajo delo. Lahko bi rekli, da ste letos kar stari, novi novinec v prvi ligi. Gre vam trenutno zelo dobro, ste pričakovali takšen rezultat? Ja, če povem pa v resnici, niti nisem ničesar pričakoval od letošnje sezone, niti v rezultatskem smislu. Edino vodilo nam je bilo, da fantje napredujejo. To so fantje, ki so vsi doma vzgojeni, večinoma. Imamo tudi na posoji Roka Vnička, vrnil se je Plešek, ki ima kar dobro kilometrino za sabo. Tako da ostali fantje so v bistvu iz domačega legla, bi lahko rekel, ki so bili na začetku zraven, ko smo postavili klub in štartali v najnižji ligi. Tako da so rasli iz leta v leto in dejstvo je, da smo napredovali in najbolj pomembno je, da v tem razvoju ne obstanemo, da napredujemo naprej. Če sem pošten, me ni bilo nekaj ekstra strah, da ne bi mogli ostati v ligi, ampak sem se pa bal raznih poškodb, kajti kljub temu nimamo ne vem kakšne širine zaenkrat vrhunske, ki jo pa igranje v prvi ligi več kot zahteva. No, ravno to, sedaj vas do konca sezone čaka še kar nekaj tekem. Kaj pričakujete? Tudi do konca sezone ne pričakujem nič drugače kot do zdaj. Pričakujem pošten odnos igralcev na vsaki tekmi, da prikažemo našemu zvestemu občinstvu tisto, kar si najbolj želimo. To pomeni eno pravo igro, borbeno, zavzeto od prve do zadnje minute, atraktivno, hitro, takšno kot gojimo in da jasno lahko naši navijači uživajo v tej igri. Da rokomet v mestu miru uživa zavidanja vreden status, pa dokazujejo navijači, ki so na vsaki tekmi pravi 8. igralec ekipe. V zadnjih 5 letih ste s fanti kar veliko dosegli, vrnili ste se tudi v prvo ligo. Kakšna pa so sedaj pričakovanja? Ja, res je, leta 2011 smo ustvarili nov klub in smo začeli ekipo graditi iz domačih fantov ter 3 fantov iz Velenja. Cilji v prihodnosti so, da bi postali stabilni prvoligaš. Na tekmi vas takole pričaka polna dvorana, včasih tudi ob zvokih godbe. Kako je takrat stopiti na parket?
Ja, je prav poseben občutek, ta pozitiven adrenalin. Prva tekma je bila v prvi ligi, 60-letnica igranja rokometa v Slovenj Gradcu ter stari šaleško-koroški derbi. Zato nam vedno te navijači nas spodbujajo na tribunah in v tem bi se rad zahvalil tudi navijaški skupini Orli. In ta ljubezen do rokometa je razlog, da kljub vsem težavam in težkim trenutkom, ki so se pojavili na tej dolgi poti, rokomet tukaj ostaja in bo vedno ostal zapisan z zlatimi črkami. Športni torek je za danes končan. Želimo vam prijeten večer in nasvidenje naslednji torek.